Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Rateče so 15. avgusta gostile tradicionalni vaški dan, na katerem je prikazana bogata kulturna dediščina kraja. Domačini se oblečajo več kot 100 let stare noše in se v sprevodu od gostilne Šurc do trga pokažejo v polnem sijaju. Sprevoda se je udeležil tudi kranjskogorski župan. Ja, že četrtič v Ratečah, odkar sem postal župan, tretjič v narodni noši, rateški. In seveda, ker je že noša narodna rateška, moram biti v sprevodu v Ratečah, pa tudi zdi se mi fajn. Domačini, turistično društvo, od najmlajših do najstarejših sodelujejo in so res enkratni pri tej prireditvi, ki sovpada tudi z današnjim Marijinim v nebovzetjem, tako da je praznik dvakratni, tako rateški kot tudi cerkveni, katoliški, in tudi ljudi, kot priča tukaj, kot smo priča, jih je ogromno. Jaz verjamem, da bo tudi veselica, zabava in prikazi teh ročnih obrti, ročnih znanj, od striženja ovce do seveda predenja ovne, da bo uspešno in da se bodo tako domačini kot turisti tukaj v Ratečah danes lepo imeli, pa da ne bo nas zmočil kakšen dež, da bomo lahko dolgo noč se zabavali. Letos smo organizirali že 25. vaški dan. Vreme nam je bilo tokrat naklonjeno, čeprav je bila napoved nekaj bolj slaba. Moram pa reči, da sem nad obiskom zelo zadovoljen. Ljudje kar prihajajo, kar sem izvedel, da sta prišla 2 avtobusa celo iz Italije. Tukaj smo imeli tole etnološko prireditev, povorka narodnih noč rateških, potem godbena pihala iz Jesenice Kranjska Gora, seveda pevci iz Kranjske Gore ter pa največja atrakcija otroci iz vrtca iz Rateč. V Kajžankovi hiši so potekale delavnice za otroke, sledila pa je veselica z ansamblom Roka Žlindre. Kaj pa moreš? Pa moram jaz za to, plačal bom čeprav drago, saj največjo deklico dobil bom za ženo, zdaj pa pojdem podekne na daleč. Turistično društvo Kranjska Gora je na praznično sredo uspešno izpeljalo kranjskogorsko desetko, tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj, ki se ga je udeležilo več kot 100 tekačic in tekačev. Pol ure pred štartom desetke pa so se na progo podali tudi najmlajši. Dajmo aplauz za otroke, preden štartamo, facciamo un applauso per i nostri bambini. In zdaj bomo začeli odšivati. V glavnem, srečno, 10, 9, 8, 7, 6, Pozdravljeni na naši 24. kranjskogorski desetki, ki jo tradicionalno turistično društvo Kranjska Gora vsako leto organizira 15. avgusta. Letos smo zelo veseli, da je vreme zdržalo. Imeli smo več kot 60 otrok, ki so se udeležili otroškega teka, in pa seveda 147 tekačev. Veseli nas, da vsako leto prihajajo iz več tujih držav. Nekateri rezervirajo dopust v času velikega šmarna, zato da se lahko udeležijo našega teka, ki ga seveda lepo skombiniramo z vaškim dnevom v Ratečah, ki ga organizira turistično društvo Rateče Planica. Tako da smo nekako veseli, da je ta lepa prireditev pred nami in za nami in da se vsi tekači zdravi vrnejo na cilj. Start teka v Kranjski Gori in pa seveda zaključek teka, tečemo 10 km do Rateč in nazaj. In kot sem že povedala, lepo, da se vsako leto teka udeleži več tekačev, mi se pa seveda že vneto pripravljamo na naš 40. juriš na Vršič, naslednjo prireditev, ki se bo odvijala v soboto 1. septembra. Vabljeni tudi kolesarji.
Mešani pevski zbor Kranjska Gora je tudi letos organiziral Škerlove dneve, dneve zborovskega petja, ki so potekali ta petek in včeraj v Kranjski Gori. V petek sta v Ljudskem domu poleg Kranjskogorskega zbora nastopila ženski pevski zbor Lipa iz Radovljice in moški pevski zbor Kamniška lira iz Kamnika. V soboto pa je v goste prišel tamburaški ansambel Jepa iz Loč na avstrijskem Koroškem. Kranjskogorska občina je skupaj s partnerji v soboto pripravila promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata. Dostop v dolino je bil omejen z zasedenostjo parkirišč, drugi obiskovalci pa so lahko svoja vozila pustili v Mojstrani in se do Slapa Peričnik ali do Aljaževega doma odpeljali z avtobusom. Šlo je za preizkus morebitne dolgoročne rešitve. Režim, ki ga današnji promodan predvideva, je zelo dobro sprejet tudi od obiskovalcev in od vseh kolesarjev. Predvsem ni prihajalo do nekih težav med samim režimom, med dnevom, se pravi javni prevoz je tekel normalno v skladu z voznim redom. Razen presenetljivo je bilo med 12. in 3. uro, ko se je pač tudi naval obiskovalcev za javen prevoz v dolino povečal, tako da smo tam rešili z dodatnimi kombiji. Sicer pa res zahvala vsem 40 in več prostovoljcem, ki danes svoj dan namenjajo temu, da bomo v bistvu nekaj dobrega naredili za dolino. Hvala tudi vsem društvom v Mojstrani in pa seveda tudi TNP-ju in pristojnim ministrstvom. Odziv obiskovalcev je pa pomemben in sicer odziv vseh je, da se čim prej pristopi k, celoviti rešitvi tega problema in večina, moram kar povedati, se nagiba k temu, da bi v prihodnje dolina bila, z raznimi izjemami oziroma z nekaterimi izjemami zaprta, saj ob vikendih na ta način, da bi bil javen prevoz še bolj gost. S tem bi pa pridobili nazaj tiste kolesarje in pa obiskovalce, ki jih zdaj ta neznosen prah, ki se v teh sušnih dnevih pojavlja, pač odvrača. Tako da danes smo imeli neverjeten porast obiska kolesarjev in pa vseh, ki grejo peš in jaz sem jim hvaležen. Zahvalil pa bi se tudi vsem, ki so vozilo pustili v Mojstrano in se v dolino odpravili z brezplačnim javnim prevozom. Tako da na koncu koncev zdaj še kakšne 2 urci nas čaka do zaključka, ampak vseeno, če lahko zdaj na hitro potegnem črto, smo vsi skupaj zelo zadovoljni in zahvala vsem, ki ste pristopili k temu projektu in hkrati tudi nekaj spodbuda za naprej, da ta projekt speljemo tudi, bom rekel, v nekoliko večji obliki in pa bolj zahtevno do konca. Tako da jaz še enkrat hvala lepa in dobrodošli tudi v Mojstrano še v naslednjih dnevih in mesecih, pa tudi, če se da, bolj na zelen način, se pravi s kolesom ali peš. Parkirišča v Mojstrani so se že zjutraj hitro polnila. Mislim, da je prav, da se to uredi, da greva peš. Ali pa z avtobusom. Tokrat je bil prevoz brezplačen. Peš sem 2-krat hodil, je to prahu noter, da je to nemogoče hoditi. Prej smo se z avtobusom pustili zapeljati čisto do Aljaževega doma, smo šli peš, tukaj smo spet na avtobusu in zdaj se peljemo do Peričnika. Predvsem na vrhuncu sezone življenje v dolini postane nevzdržno. Pod mogočno Triglavsko steno v osrčje Narodnega parka se dnevno pripelje tudi 700 vozil. Skrajni čas za ukrepanje. A vsi gorniki v Vrata niso prišli ob svitu. Ribe sta namenjena? Ja. Pa tokrat z avtobusom, kako to? Ja, ni šlo drugače. Bolj luštno bi bilo, če bi bila tale bistriška pot lepo urejena, pa bi ste dali po njej super hoditi. En avtobus to velik premalo, trenutno tako kaže. Ljudje so zadovoljni, odzivi so pozitivni. Drug let pač pridobimo vsa dovoljenja, da cesto asfaltiramo, da uvedemo sonaravne prevoze, električne avtobuse. Če hočemo vzpostaviti neki javni prevoz in najti nekoga, ki bo zainteresiran ta javni prevoz potem redno upravljati, pa predpogoj cesta urediti. Že danes so šoferji avtobusov zmajevali z glavo in opozarjali. Filtre zamašiš, avto ne bo vlekel več. To so stvari. V Triglavskem narodnem parku nimamo zadržkov proti asfaltaciji.
Ampak jutri bo pa spet vse po starem. Ja, jutri bomo vse po starem, ali pa vsaj, če so razumeli tale sporočilo, da mogoče še več se odpravil peš ali pa s kolesom. Ključna bo sprememba miselnosti in ravnanja ljudi. Naravo mora človek najprej zaščititi pred samim sabo. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Od četrtka do nedelje bodo v Vratih, Mojstrani in na Dovjem potekali tradicionalni Aljaževi dnevi. V okviru poletja pod Vitrancem bo v petek ob 20:30 v Kranjski Gori nastopila zasedba Shakespeare. V soboto bo tribute to Rolling Stones, v nedeljo pa bo nastopil še domačin Anže. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!